Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing letošnje velike nagrade Kitajske. Poglejmo si skupaj, kaj vse bi bilo zanimivo vedeti pred začetkom nedeljske glavne dirke. Zadnji brifing bo tokrat, kot ponavadi, razdeljen na tiste tri nam dobro znane dele. Najprej se bomo ustavili pri zanimivih točkah, ki smo jih videli na sprintu, in seveda poudarili tudi vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah za samo dirko. Nato si bomo ogledali ritem ter seveda zanimive podrobnosti iz telemetrije. Na koncu pa bom kot običajno predstavil še moje videnje glede možnih strategij. A začnimo s tistim prvim delom, praktično z zanimivimi točkami sprinta ter kvalifikacij. Najprej je treba poudariti, da Andrea Kimi Antonelli je na svojem drugem letošnjem štartu drugič napravil napako. In tega se moramo spomniti v nadaljevanju. Izgubil je kar nekaj mest, čeprav je v preostalem delu sprinta imel fantastično dirko. Ampak, ker je položaj izgubil na samem začetku, tisto nadaljevanje ni pripeljalo do željenega rezultata. Po drugi strani je George Russell napravil vse tako, kot je treba. In imel je tokrat novega nasprotnika. Namreč Lewis Hamilton se je pokazal čisto v drugačni luči. Hamilton na sprintu je bil agresiven, željan zmage, kot da bi hotel ponoviti lanski rezultat. Morda je bil malce preveč agresiven. Namreč videli smo zrnjenje na njegovih pneumatikah medium in seveda nato je prepustil svoje mesto moštvenemu kolegu Charlesu Leclercu. In tu je treba povedati, da sam goli rezultat sprinta ne pove vsega tistega, kar smo lahko videli. Seveda, Mercedes ima določeno prednost, ampak kot smo videli Lewisa Hamiltona v tej drugačni luči, se je lahko tudi pri njemu nekaj spremenilo. Tu bi lahko rekli, če se bo ta trend nadaljeval, da je Hamilton postal podoben Sainzu iz sezone 2024, kjer dirka zase in ne toliko za ekipo. Zanimivo bo videti, seveda, kako se bo obnašala skuderija Ferrari na sami dirki, a o tem kasneje. Treba je povedati, da McLaren izgleda, da je malce izginil, kar je čudno, glede na to, da v sezoni 24 in 25 so bili konstruktorski prvaki, lani je pa Lando Norris, kot dobro vemo, postal svetovni prvak. In ne smemo tu niti izpustiti Red Bulla, ki je pa pričakovano nekoliko v ozadju. Namreč na teh prvih velikih nagradah morajo tudi malce razumeti, kje pravzaprav so. Ampak videli smo, po mojem mnenju, dokaj zanimiv sprint, čeprav še zmeraj nisem zagovornik tega formata in prosim vas, ne uporabljajte tistih 3 besed. Joj, kakšna drama, ne spada v Formulo 1, kajti če govorimo o dramatičnih trenutkih v tem športu, omenim, ali da je imel kdo kakšno hudo nesrečo,
ali kaj drugega. A pustimo sedaj to. Če damo na stran sam sprint, kjer je seveda zmagal pričakovano Russell pred obema Ferrarijema, kaj bi dejali za kvalifikacije? Tu smo videli praktično, kako je lahko postal Andrea Kimi Antonelli najmlajši voznik, ki mu je uspelo osvojiti najboljši štartni položaj ali pole position. Seveda pri tem mu je pomagal George Russell, ki je imel težave s svojim Mercedesom dvojni V17. Ampak ne smemo pozabiti na nekaj, da je Lewis Hamilton zopet pred Charlesom Leclercem. In tudi k temu se bomo vrnili čez nekaj trenutkov, ampak v drugem delu. Treba je poudariti, da George Russell je z enim poizkusom v tretjem delu kvalifikacij prišel na drugo mesto. Sedaj ostaja odprto vprašanje. Bo v tretje Andrea Kimi Antonelli končno zadel pravi štart? Namreč tu bi se lahko zgodila zanimiva situacija in vkolikor bi Antonelliju uspelo, se bomo lahko začeli spraševati, ali bodo pri Mercedesu nekako zapovedali Russellu, naj brani svojemu mlajšemu kolegu celo hrbet. Videli bomo, ampak to je ena izmed zanimivih tem za prihajajočo dirko. Vsekakor favoriti so pri ekipi iz Brackleyja. Videli smo seveda tudi Ferrari, kjer je bil, kot sem že povedal, Lewis Hamilton pred Charlesom Leclercem. In če je Hamilton nekako obrnil list v svoji glavi, bi lahko to pomenilo, da bo prišlo tudi do notranjih trenj. Kot sem že omenil, zanimivo bo videti pri strateških odločitvah, komu bodo dali pri skuderiji prednost, kako se bodo odvili prvi krogi, bo prišlo tudi tu morda do kakšnih nezaželenih kontaktov. Rad bi vas spomnil na nekaj, da vkolikor oba Ferrarija v zadnjem obdobju štartata skupaj, mnogokrat pride do manjših trkov in izrivanj. Upam, da tokrat tega ne bomo videli. Treba je povedati, da McLaren sodi med večja razočaranja. Seveda, razlika med drugo in tretjo ekipo je, lahko bi dejali, tudi minimalna, ampak vseeno od njih sem pričakoval bistveno več. In zanimivo je, kako je Gasliju uspelo priti pred oba Red Bulla. Pri Red Bullu, kljub vsemu, bi vam rad poudaril nekaj. Izak Hadjar je izjemno blizu Maxu Verstappenu, bistveno boljši je v primerjavi z svojim moštvenim kolegom, kot so bili pred njim, na primer Yuki Tsunoda, sam Liam Lawson in konec koncev tudi Perez. In to zna biti zanimivo, predvsem v nadaljevanju, ampak treba je povedati, da pravzaprav kvalifikacije kot take so odrazile tisto razmerje sil, na katero smo bili nekako navajeni. Presenečenje zagotovo, da je Antonelli na vrhu, ampak poglejte samo, s kakšno lahkoto sta oba Mercedesa prišla v prvo štartno vrsto. Zanimivo bo videti, kaj bo seveda Antonelli napravil na štartu. Ampak poglejmo si seveda ritem in telemetrijo, kjer bo tudi marsikaj zanimivo. Kar se tiče ritma, bi vam rad tu pokazal fantastično tabelo, ki nam nekako prikaže podatke iz sprinta do tistega trenutka, ko je prišlo do menjav. Torej, imamo neke vrste prave podatke, o katerih lahko sklepamo. In vidimo razliko med
Mercedesom, Ferrarijem, McLarenom ter vsemi ostalimi. Tu seveda ne smete spregledati neke malenkosti, da je na primer Lawson imel pnevmatiko hard in zaradi tega bistveno boljši ritem. Ampak vprašajte se, kakšne sete bo imel Lawson na razpolago za glavno dirko. Tudi na to je treba misliti. Ampak zopet potrditev tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah. Mercedes ima prednost. In takšno prednost, da lahko malce bolj lahkotno izpeljuje vse operacije, ni treba biti stalno, recimo temu na rezilu noža, stalno paziti, ali bo šel skozi ali ne. Vsi preostali enostavno morajo tvegati. In sedaj, kar se tiče telemetrije, nekaj zanimivega, nekaj, o čemer sem že malce nakazal. Primerjava med Charlesom Leclercem v tretjem delu kvalifikacij z sprint, ker boste videli, zakaj je v svojem drugem poizkusu toliko izgubil. Namreč, poglejte, kaj je napravil Leclerc tam v 12. ovinku in prav to, ko ni napolnil dovolj baterij, ki je stalo hitrosti tam seveda pri koncu. In ne smemo pozabiti tudi na primerjavo med Hamiltonom in Leclercem v istem delu kvalifikacij. Ker je Hamilton bil manj grob, ne govorim o agresivnosti, temveč o grobosti stila, je seveda imel dovolj energije, kar ga je na koncu spravilo mesto pred svojega moštvenega kolego. Izgleda, da je ta menjava pravilnika izjemno dobro dela samemu Lewisu Hamiltonu in v nadaljevanju bi znal pokazati še marsikaj. Vsekakor se moramo strinjati, da je razlika med lanskim in letošnjim Hamiltonom vidna. In upajmo, da jo bomo spremljali tudi na nadaljnjih velikih nagradah. A za konec nam ostane tista moja osebna napoved strategij. In tudi tu je treba poudariti, da gre za moje videnje, za moje izračune, nikjer nisem pripisoval zadev, ker priznam vam, niti nisem našel nič objavljenega v trenutku, ko to snemam, zato so zadeve lahko pravilne ali lahko napačne. Primerjava bo seveda v tistem srečanju v živo pred samo dirko z onim, kar bodo napovedali pri Pirelliju, in seveda v ponedeljkovem komentarju sledi tudi krajša analiza. A poglejmo si situacijo malce pobliže. Zopet 3 različne strategije, kjer je po mojem, glede na videno na samem sprintu, najbolj idealna strategija tista, da se začne na pnevmatiki medium, prevozi 12 krogov in nato 2 stinta po 22 krogov na pnevmatikah hard. Seveda zadeva, ki je nekako nezanimiva, ki je nekako očitna, ampak po mojem mnenju najbolj, recimo temu, funkcionalna. Obstaja tudi druga varianta, glede na pnevmatike, ki si jih je nekdo prihranil. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati 14 krogov, nato ponoviti z pnevmatiko medium isto zgodbo v nadaljnjih 14 krogih in zaključiti z stintom dolgim 28 krogov na pnevmatiki hard. Zadeva, ki je zanimiva, predvsem zaradi tega, ker bi bili postanki v drugačnem trenutku in bi lahko voznik pridobil kakšno mesto, zaradi tega, ker bi bili drugi nekako zaposleni s tisto menjavo in prišli na progo v čisto drugem časovnem obdobju. Ampak mislim, da splošno gledano zadeva ne bi bila tako hitra.
In na koncu seveda še tista, recimo ji najbolj drzna varianta, ki pa ni nujno, da je izvedljiva. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati maksimalno 16 krogov in nato celih 40 krogov na pnevmatiki hard. Zadeva, ki v teoriji je izvedljiva, ampak glede na zrnjenje oziroma graining, ki smo ga videli na sprintu, ne vem. Nimam vseh podatkov, da bi lahko to trdil, ampak, kot sem dejal, gre za moje osebne napovedi. A to je seveda zadnja točka v našem zadnjem briefingu. Upam, da sem vam podal nek pogled, ki je drugačen, malce manj običajen od tistega, kar je očitno. Vsekakor pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.